Poleg foteljev in novih tabel na vhodnih vratih se novincem na oblasti obetajo tudi bolj korenite spremembe v življenju. Na to, da so prevzeli pomemben položaj, bo politične prvokategornike ves čas opominjalo tudi policijsko varovanje. To pripada predsedniku vlade in predsedniku države, pa tudi predsedniku državnega zbora, podpredsednikom vlade ter ministrom za zunanje in notranje zadeve ter obrambo. Pa branjevkam na tržnici, pa unemko harmonko špila na... Se pravi, včeraj si okrog parlamenta kolesaru, jutri te bo tja pripeljal črn Audi, ki ga bo vozil policist. In zakaj je to tako privlačno? Dajmo poslušati mnenje komentatorja. Pri teh podpredsednikih ni bilo še omenjeno nikoli v medijih, nisem zdaj slišal, da bi spomnili, da je Janez Janša, ta tretja Janševa vlada, drugi dan po vladi v resnici spremenila uredbo o varovanju oseb in so tudi podpredsedniki strank, se pravi podpredsedniki vlade varovane osebnosti po tretji stopni, kar pomeni, da imajo šoferja lučke avto, tako kot jih bo imel Šarc, kot jih je imel Karel Erjavec. Dobro, Šarc recimo, da bi imel lučke. So pa med kandidati za ministre tudi taki, ki jim nikakor ni do tega. Med varovanimi osebami je tudi podpredsednik vlade Luka Mesec, ki naj bi zasedel to funkcijo, pa je Gibanju Svoboda že sporočil, da ne želi, da bi ga stalno varovali. Luka Mesec bi raje še naprej kolesaril. Nekateri pa menijo, da je večji problem druga oblika rekreacije. Kadiš marihuano? Jo, sem pa tja. Jo, Levica podpira legalizacijo? Ja, absolutno. Najbrž res ni fajn prižgati joint, če ob tebi ves cajt pucaj. Čeprav, če varnostniki lahko tečejo s pahorjem pa plezajo z Janšo, bi mogoče lahko prilagodili tudi svoje delo meščevi rekreaciji. Ne vem. Služba je služba, kaj ne rečem. V parlamentu med tem še vedno odmeva afera Rdeče petke. Potem, ko so kolegice množično podprli izbiro obutve novo izvoljene predsednice, je ta napovedala težke čase za vse modne analfabete. Jaz sem zelo vesela, da so ženske v rdečih čevljih prepoznale nek simbol upora proti skrajnemu šovinizmu. In to bomo izkoreninili iz državnega zbora in iz naše družbe. Torej, preden vam pride na misel, da bi pokritizirali upravo katerkoli dame, se pogledajte v ogledalo, se prepričajte, da niste šovinist, ampak da ste woke in berete Vogue. Pač ta ženski glas, ki podpira ženske na visokih položajih, pravzaprav veliko pomeni tudi pri tem, da pač moški ugotovijo oziroma ugotovimo, da so se pač časi spremenili. Ja, sam so se res spremenili, gospod Bagol. Jaz si včeraj recimo nisem upal predlagati eni sodelavki, naj si brke obrije, ker sem se bal, da bojo druge z njo potegnile, pa si vse pustile. Pejmo naprej! Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.